Pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, božiča, ljubezni, miru, spoštovanja, vsega tega, kar žal primanjkuje v vladi Republike Slovenije. Drage prijateljice in prijatelji, Božič je praznik luči, praznik upanja, praznik miru. In rumena barva je simbol luči. Zato smo vas povabili, da bi si danes vsi nadeli takele rumene trakove, poglejte, v znak tega, da smo ljubitelji praznika luči, božiča. Tako da vas zdaj prosim, tisti, ki še nimate, poglejte, prijateljice in prijatelji bodo šli med vas in vam bodo razdelili te trakove. Ta trak je zelo zanimiva stvar zato, ker si ga ne more nihče sam zavezati. Potrebuje drugega, potrebuje solidarnost drugega. Zato vas vabim, da si simbolno danes drug drugemu izkažemo pomoč, izkažemo solidarnost in svojemu sosedu, sosedi zavežemo trak, simbol luči in miru. Božič je drugi največji krščanski praznik. In prvi najlepši, pravimo. To je praznik, ki ga praznujemo verujoči in tisti, ki niso verni. Verujoči v njem vidimo praznik največjega upanja za nas, za naše družine in za naše večno življenje. Ampak tudi tisti, ki niso verujoči, spoštujejo Božič. Božič je del slovenske tradicije. Vam bom prebral, kaj mi je napisala ena gospa, ki je podpisala peticijo, pa ni verujoča. Spoštovani, zahvaljujem se za obvestilo. Zaradi obveznosti se ne bom mogla udeležiti shoda. Sem pa v mislih z vami in vas podpiram. Čeprav sem ateistka, pa spoštujem slovensko tradicijo, ki temelji na krščanskih vrednotah. Uspešen protest in lep pozdrav vsem Slavicam. Motijo se torej tisti, ki menijo, da bodo na Božiču razdelili slovenski narod. Slovenski narod je v Božiču bolj povezan kot ob čevarkoli. In to oba pola, politična, pa tudi na verskem področju. Božič je praznik, ki povezuje Slovenke in Slovence. Zato ga mora tudi vlada spoštovati. In poglejte, tukaj imamo napis. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Vlada, ki ne spoštuje Božiča in ne spoštuje ljudi, ki praznujejo Božič, ne spoštuje svojih državljank in državljanov. Drage prijateljice in prijatelji, današnji shod smo si zamislili v smislu slovenske tradicije in v smislu božičnega duha. Zato bo na njem veliko petja in sem vesel, da imamo med nami 4 čudovite goste. Jožico Svete, legendarno Avsenikovo pevko. Nado Žgur, ki se nam je že predstavili, pa se še bo. In pa
zimzeleno legendo slovenske popevke Eldo Viler. Slavili bomo, a ne s pesmijo. Za nas pa, ki ga doživljamo tudi skozi vero, se zavedamo, da stoji vsa zapadna civilizacija, ves zapadni svet, zahodni svet na rojstvu Božjega Sina, ker Gospod Jezus Kristus je postavil temelje za zahodno človečno civilizacijo. Božji nam je rojen Sin, radujmo se, k nam je prišel iz višin, veselimo se, izpred čiste deve, prokline kraljeve, Božji nam je rojen Sin. Davno že prerokovan, radujmo se, prilije zagledal dan, veselimo se, izpred čiste deve, prokline kraljeve, Božji nam je rojen Sin. Hvala lepa največjemu zboru v Sloveniji in pa seveda pevovodkinji, solo pevki Nadi Škor. Zdaj pa mi je veliko čast, da na oder povabim gospo Eldo Viler. Poslušajmo rajši to lepo pesem. Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v mesto gre. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Ko pa v mesto prideta, prenočišča iščeta. Pojdi mesto betlehemsko, danes nočeš prenočit. Rajske strune. Rajske strune zadonite, od nebes odmevajte, zbori angelskih hitite, na zemljo in pevajte. Slava Bogu na višavah, slava Bogu naj dori mir. Pridi, sopran. O višavah, Jožica, kaj pa ti? Naj nocojšnja, nočno si. V zadnjih dneh ste lahko večkrat na televiziji videli Metko Zevnik, kako je vedno elegantna, vedno urejena, čudovito argumentirala tisto, kar mi vsi čutimo. In zdaj jo z veseljem pozdravljam med nami. Draga Metka, dobrodošla. Lepo pozdravljeni. Najprej blagoslovljeno leto, ki je pred nami. Elda,
in Nada sta nas popeljali nazaj, v božični čas, 3 tedne nazaj. Pa se mi zdi, kot da sem znova tam. Vendar takrat se je tudi nekaj zgodilo. Najprej bi pa rada povedala to, da vas je strašno lepo videti. Tako veliko množico lepih in pokončnih ljudi. Pa ko gledam okrog, živali nobene ne vidim. Za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič gre. Zato smo tu pred vlado. Zakaj smo pa tukaj prav v tem času? Zakaj prav tukaj, pred vladnim poslopjem? Kaj sporočamo? Kaj zahtevamo? Pa poslušajmo, zakaj smo tukaj. Zgodilo se je voščilo, prav na sveti večer. Potem se je praznični čas prelil v novo leto, praznovanje spomina na sveto noč, na rojstvo Jezusa v jaslicah, na svetlečo zvezdo in na začetek krščanstva se je umaknilo vsak dan. Voščilo sovraštva. Vesel Božič, vi umazane živali, ki ga Jernej Štromajer poslal na sveti večer, pa odmeva močneje in vse krepkeje. Ponižal in napadal je človeško dostojanstvo vseh, ki praznujemo Božič kot krščanski praznik ali tradicijo slovenskega naroda. Voščilo podlega sovraštva je poslal vede in hote. Je odrasel in razume besede, ki jih izgovori, ali jih povzame od kod drugod in pošlje v globalni internet. Kdo je Jernej Štromajer? Državni sekretar, torej drugi človek na Ministrstvu za šolstvo in znanost, član Socialnih demokratov, častilec Rdeče zvezde, na svoji majici ponaša z napisom "Nosil bom rdečo zvezdo". Zvezdo rdečo kot kri, kot poje pesem. In kri je tekla in pojila slovensko zemljo. Različnih novodobnih nosilcev in častilcev Rdeče zvezde je več. Kaj ne gre pri vsem tem za konkurenčni boj med njimi? Boj, v katerem med seboj tekmujejo, kdo bo bolj žaljiv do kristjanov in slovenskega izročila. Ker se to v sedanji Sloveniji splača. Vendar Štromajer je prekoračil še dopustno mejo, kar je zaznal iz obsežne reakcije ljudi in poslal opravičilo. Iskreno, kot pravi Dejan Levanič, glavni tajnik Socialnih demokratov. In zaradi napake, ki ni tako velika, kot je rekel. Štromajer, pa poslušajmo, kakšno je bilo to opravičilo. Štromajer začne svoje opravičilo z besedami, da je objava najbolj znan citat božične klasike. Njegova božična klasika je prizor iz filma, v katerem govorec v angleščini izreče voščilo "Srečen Božič, ve umazane živali",
nato pa tistega, ki mu je namenil voščilo, ustreli. Tega ne moremo razumeti drugače kot grožnjo s smrtjo. In to naj bi bilo iskreno opravičilo in ne velika napaka, kot pravi Levanič. Še pomnimo, kako so nacisti imenovali Jude, umazane živali, nato uničili njihove sinagoge in izvedli grozljiv genocid. Božična klasika, gospod Štromajer, je 2000-letno evangeljsko sporočilo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Zato si v tem času ljudje prijazno voščimo mir ter blagoslovljen in vesel Božič. S svojim opravičilom, Jernej Štromajer, ste dodatno žalili. Prepričana sem, da vede in hote. Žalili ste tudi mnoge naše otroke, ki se iz srca veselijo božičnih praznikov. Mnoge, ki so kot koledniki hodili od hiše do hiše in zbirali darove za revne ljudi iz krajev, v katerih delajo slovenski katoliški misionarji. Darove za opremo šol, bolnišnic in terenskih vozil, za brezpotja do tamkajšnjih vasi. Hodili so po poti spominov na 3 modre može, 3 kralje po ljudskem izročilu, ki so sledili svetlobi zvezde Repetice in prinesli darov revni sveti družini, v še bolj revnem hlevčku, kot smo peli. To je božična klasika. Zakaj smo torej prav tukaj, pred vladnim poslopjem? Rada imam Slovenijo. Zagotovo jo imate radi tudi vi. Vladi prinašamo sporočilo današnjega shoda. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. In to povejmo skupaj na glas, 2-krat. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Še močneje. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Jerneja Štromajerja ste na funkcijo državnega sekretarja imenovali v tej vladi. Tudi razrešite ga. To je minimalni standard, ki ga pričakujemo. Minister Pikalo ga ni odslovil, saj kot pravi, dela dobro. Gospod minister, veliko premalo. Potrebna je tudi kultura srca in spoštljiva komunikacija. Jernej Štromajer je vendar drugi človek na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Jernej Štromajer, gospod Pikalo, je vaš sekretar. In prepričana sem, da ste ga vi predlagali vladi v imenovanje. Zato storite, kar vam je dolžnost.
da vlada na svoji prvi seji po novem letu odstavi Jerneja Štromajerja, če ga minister ne bo. A ga ni. Tudi oglasil se ni nihče izmed članov vlade. Do predvčerajšnjim, ko je predsednik Šarec po 3 tednih poslal naslednje sporočilo. Če bi bil Štromajer funkcionar stranke LMŠ ali kabineta premierja, bi bil nemudoma razrešen. Vendar, predsednik vlade ste gospod Šarec vi in Štromajer je funkcionar vaše vlade. Politično odgovornost za sovražno izjavo morate prevzeti tudi vi. Gospod predsednik Šarec, ne govorite v pogojnikih, enostavno storite. To ni le želja, to je zahteva tisočev. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Hvala lepa, draga Metka. Ogrela si nas in nam dala poguma. Metka Zevnik, velika borka za pravice otrok, je postala prva borka za Božič v Sloveniji. Za spoštovanje ljudi, ki praznujemo Božič. Metka, hvala ti. Sedaj pa vabim na oder Jožico Svete. Ja, takole. Čeprav so božični prazniki že za nami, bi vam rada ob tej priliki voščila blagoslovljene božične praznike in vas spomnila na naše krščanske vrednote. Prav tako bi vam rada čestitala ob praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti in upam, da ste oba praznika ponosno in pokončno praznovali. Bravo, ste obesili zastave slovenske, ker imamo v Sloveniji tudi take ljudi in celo med kulturniki, ki jim niti na misel ne pride, da bi izobesili našo slovensko zastavo, ker ne spoštujejo naše države, naše samostojne Slovenije. Sram naj jih bo. Sem kristjanka in zavedna Slovenka. Diham, živim in pojem za domovino Slovenijo. Ne bomo pa dovolili, da nas žalijo, zasmehujejo in ponižujejo in celo grozijo za smrtjo. S klanjem. Slovenija in seveda Evropska unija temelji prav na vrednotah, ki imajo svoj temelj v krščanstvu. Ustanovni očetje Evropske unije so pri svojem delovanju izhajali iz krščanstva. Nestrpnost do kristjanov pa narašča tudi v Evropski uniji. Čeprav je svoboda veroizpovedi ustavna pravica, so verniki, predvsem kristjani, pogosto tarča posmeha, žaljenja in nasilja. Za nas je nevarno, če bi pozabili na svojo krščansko dediščino. Zato moramo preganjanje in diskriminacijo vernikov ostro obsoditi in preprečiti, saj je naša prihodnost odvisna predvsem od evropske identitete, ki temelji na
judovsko-krščanski kulturni in religiozni dediščini in na grško-rimskem humanističnem izročilu. Namesto sodelovanja pa je ob lanskem božiču državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer na Twitterju napisal: Vesel Božič, umazane živali. Izjava je žaljiva, skrajno nesramna, nesprejemljiva in nestrpna do kristjanov. Jernej Štromajer na funkciji na ministrstvu, ki pokriva celotno področje šolstva in ki koordinira šolanje slovenskih otrok. In zgodil se je Štromajerjev mrk. Vse je bilo tiho in še danes je vse tiho. Do danes Štromajer ni odstopil, niti ga niso odstavili tisti, ki so ga na to mesto državnega sekretarja postavili. Zahtevamo od predsednika vlade Marjana Šarca, predsednika Socialnih demokratov Dejana Židana in ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala, da nemudoma ukrepajo. Da razrešijo državnega sekretarja Jerneja Štromajerja. Dokler tega ne bodo storili, nam bodo sporočali, da imajo tudi oni kristjane za umazane živali. Sporočam, da nisem umazana žival, sem ponosna Slovenka, kristjanka, ki diha, živi in poje za domovino. Naj živi Slovenija! Svoboda Sloveniji! Hvala lepa! Jožica, kar tukaj gor ostani. Sprašujete me, koliko nas je. Imeli smo pripravljenih 500 trakov. Trakovi so zmanjkali, poglejte, koliko vas jih še nima. Se pravi, blizu 1000 nas je. Tako da, poglejte, mediji, imate odgovor, preštejte ljudi, ki nimajo traku, toliko nas je nad 500. Glej, zvezdice Božje migljajo lepo, široko odprto je sveto nebo, duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hite. Obljuba predavna ostala je res, zveličar je rojen posem iz nebes. Pri ubogih pastirčkih na slanci leži, si revščino zgori ponižnost oči. Hvala lepa, draga Jožica Svete. Moram reči, da je današnji shod ene vrste učna ura za marsikoga med nami. Namreč, očitno nismo navajeni protestirati pred vlado Republike Slovenije, ampak bolj pred parlamentom. Zato je bilo kar nekaj ljudi, ki smo zdaj tukaj, pa morda je še kdo pred parlamentom, ki je mislil, da je parlament vlada. Poglejte, vlada je tukaj in navadimo se, da bomo hodili tudi pred vlado, ne samo pred parlament. In to povejte tudi svojim prijateljicam in prijateljem. Ker, če Jernej Štromajer ne bo odstopil
In če ga vlada ne bo odstavila, bomo morali še priti sem. Sedaj pa vabim. Odstop, 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 odstop. O tam je doma, z vinom pride pisem do srca, reka pa odplavlja ti skrbi in žalost, tam, kjer sem doma. Peticija za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič. Od vlade zahtevamo odstavitev Jerneja Štromajerja z funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V svojem nepojmljivo žaljivem in nesramnem božičnem voščilu je na božični večer 24. decembra 2019 poslal sporočilo podlega sovraštva do kristjanov in drugih, ki praznujejo Božič, saj jih je označil za umazane živali. Človek s tako nekulturno ravnjo javnega govora ne more več biti drugi najbolj odgovoren za sistem vzgoje in izobraževanja naših otrok v vrtcih in šolah. Odstop, 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 odstop. Jernej Štromajer je s svojimi grobimi stališči ponižal in napadel človeško dostojanstvo vseh, ki praznujejo Božič kot krščanski praznik in tradicijo slovenskega naroda. Grobo je prekoračil mejo politično dopustne komunikacije politika in visokega predstavnika šolskega sistema. Zlorabil je zaupanje učencev, staršev, učiteljev ter drugega osebja v šolskem sistemu, ki praznujejo Božič. Ker se Jernej Pikalo, minister za vzgojo in izobraževanje, na Štromajerjevo ravnanje ni odzval odgovorno, kot bi se po najnižjih standardih spodobilo, je zdaj politična odgovornost na vladi Republike Slovenije, da odstavi neprimernega Štromajerja z položaja državnega sekretarja. Če vlada Republike Slovenije tega ne bo storila, izražam vso podporo prihajajočim protestom za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič, in za zamenjavo Jerneja Štromajerja. To so naše upravičene zahteve. To pričakujemo, da bo vlada storila. Če tega vlada ne bo storila, bomo nadaljevali z našimi aktivnostmi. Predlagam, da danes še ne določimo novega datuma naslednjega srečanja, ampak počakamo nekaj dni, da vidimo, kaj bo storila vlada. In se potem odločimo. Peticijo za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič, je do sedaj podpisalo že 5000 ljudi. Drage prijateljice in prijatelji, ki ste že podpisali, hvala vam za vaš podpis. Odstop takoj! Odstop takoj! Odstop takoj! Odstop!
tisoč nas je že podpisalo peticijo. Ta vlada, smo lahko videli, ne samo na tem, ampak tudi že na drugih primerih, razume samo argument množice. Zato vas, spoštovane prijateljice in prijatelji, iskreno in srčno prosim in vabim, ponudite peticijo v podpis svojim prijateljem, sorodnikom in znancem. Številka 5000 se mora povečati. Če želimo uspeh naše pobude, moramo to številko podvojiti, potrojiti. In to je sedaj naša skupna naloga. A lahko računam na vas? Naj nas preplavi ves mir, ki ga ponuja ta pesem, da gremo s tem ognjem resnice domov, ampak z mirom v srcu. In ga ponesimo tudi med naše najbližje. Sveta noč, blažena noč, vse že spi. Sure.